хожу в школу вже 1,5 місяця. Я сюди приїхала, бо там почалася війна. Dimitri prihaja z juga Ukrajine, Katarina z zahoda. Oba obiskujeta 6. razred, njuna brat in sestra pa nižja razreda osnovne šole Ljubečna. Veliko se kaj spremenilo, zdaj pa veliko znamo jezika boljš, lahko nekaj vprašam, da me razumejo tudi. Imam veliko prijateljev, hodim na slovenščino, imamo v ponedeljek na turo z učiteljico, mojo razredničarko. Pomagam Jusni, ona meni. Za matematiko, slovenščino. Po telefonu sta še vedno v stiku s prijatelji in sorodniki, ki so ostali na zahodu Ukrajine. Prav tako imata tam družino. Mi smo bili med počitnicami na Ukrajini, to je bil 30. december, tam je bilo fajn. Smo šli malo k dedku pa babi, pa je bilo fajn, pa še od mame sestrične je prišla. Si kaj pogrešala? Ja, oče, ker ni moral priti z nami na Ukrajino. Oče jih je počakal v Sloveniji, saj morajo skoraj vsi moški, ki so v Ukrajini, postati vojaki. O vojni pa jima ni prijetno govoriti, čeprav jo sošolci sprašujejo tudi o tem. Sprašuje, kako in kaj, ampak če bi bila sem na Ukrajini, vsej bi govorila za vojno, ko sem v drugi državi, od vojne pa ne bi govorila. Ko smo prvič snemali Katarino in Julijano, je bilo v okoli 190 osnovnih šol vključenih približno 600 otrok iz Ukrajine. Letos je v 244 slovenskih osnovnih šolah 907 ukrajinskih učencev z začasno zaščito. Dimitri in njegov brat, ki smo jo prav tako srečali pred letom dni, ne obiskujeta več šole na Ljubečni. Edine smo. Ja, fajn bi bilo, če bi bile še katere otroke z Ukrajine, da se bolj spoznamo, pa ne bomo edini. Ampak vse je tako v redu.